Mimogrede. Na podlagi razmišljanja o neskončni proizvodnji in potrošnji najrazličnejših predmetov, celo umetniških del in rastlin, je leta 2015 v Ljubljani nastalo zavetišče za zavržene rastline. Zasnovali sta ga umetnici Eva Jera Hanžek in Ana-Mari Hrup, med drugim zato, da pokažeta in spomnita, da so tudi rastline živa bitja, ki potrebujejo nego. Od začetnih težav s prostorom ima je leta 2018 na pomoč priskočila občina Ljubljana in jo usmerila na Masarikovo cesto, na eksperimentalni prostor Teren, kjer sta iz odpadnega materiala zgradili samooskrbni rastlinjak, v katerem si lahko izberete novo rastlino ali pa svojo oddate, vsak torek med 16. in 18. uro. Ljudje, ki želijo oddati, nas preprosto večinoma kontaktirajo prek e-maila ali pa nas pokličajo ali pa preko Facebooka in se zmenimo in pridejo v času uradnih ur večinoma in prinesejo rastline. Tisti, ki pa želijo posvojiti, pa lahko rastlino posvojijo ob podpisu posvojitvene pogodbe. Imamo dve obliki, že naprintano pogodbo, ki jo samo izpolniš, ali pa v bistvu, da narišeš rastlino in se s tem na en način tudi povežeš z rastlino. Čeprav je skrb za rastline primarno poslanstvo zavetišča, pa Eva Jera Hanžek in Ana-Mari Hrup želita širiti tudi zavedanje o tem, kako pomembna je naša skrb za okolje, s katerim smo vsi povezani. Hkrati pa delujemo tudi na področju umetnosti, ker smo obedve slikarke, umetnice in tako da nekako te različne aspekte povezujemo. Izvajajo pa tudi delavnice povezovanja z rastlinami preko medija risbe. Na tem prostoru, kjer imamo rastlinjak, ni samo rastlinjak, ampak je to tudi projektni prostor in razstavni prostor. In smo lani začeli z razstavnim programom zavetišča za zavržene rastline, kjer smo gostili umetnice in umetnike, ki se ukvarjajo s tem prepletanjem umetnosti, trajnostnega načina življenja, ekologije. Največ rastlin prinesejo zavetišče za zavržene rastline ob koncu in začetku rastne sezone. Spomladi, ker je čas presajanja in jih je veliko, jeseni pa za marsikatero zmanjka prostora v prezimovališču. Vseeno pa je tako oddaj kot posvojitev približno enako. Ja, vsekakor je večje povpraševanje po nekih bolj popularnih vrstah rastlin, kot je recimo monster v zdajšnjem času. Potem po tistih, ki so velikrat omenjeni, kot da še posebej čistijo zrak v notranjih prostorih, kot je taščin jezik ali pa spatifil. Ampak pri nas v bistvu ne delamo razlik med rastlinami, pri nas so dobrodošle vse in tudi pač enako ravnamo z vsemi in se trudimo, da bi vse dobili nove domove. Tudi čilije smo že dobili, pa v bistvu zelenjavo, limono tudi seveda. Enkrat eno zelo veliko, en par starejši oddajo, ki sta jo oddala zaradi tega, ker nista mogla več nositi nazaj v klet oziroma v tople prostore čez zimo. Tako da ja, dobimo tudi rastline, ki nekako ne pašejo pod lončnice oziroma okrasne sobne rastline. Eva Jera Hanžek in Ana-Mari Hrup, obe akademski slikarki po izobrazbi, sta se ravnanja z rastlinami priučili. In čeprav sta v letih, kar imata zavetišče, slišali tudi kako pikro, naprimer, samo še tega se nam je manjkalo, se na take besede nista ozirali. Ob različnih rastlinah, nekatere sta videli prvič, naprimer rastlino, ki zdrži brez vode tudi 40 let, pa se je nabralo tudi veliko zgodb. Mogoče ta zanimiva, ker smo bili posredniki oziroma smo pomagali pri posvajanju brez, ki je prišlo do v bistvu mehkih nesoglasij, ko so v en del sosedske v Ljubljani so želeli usaditi breze, pa so se v bistvu tam, kaj živeči prebivalci, nekateri uprli zaradi alergenih dejavnikov in smo pomagali, da smo iskali posvojitelje za 4 breze, mislim, da so bile 4, tako da smo jih vse zelo hitro, uspešno, samo jim najdeli nove domove in so šle po svetu oziroma po Sloveniji. Sogovornici opažata, kako zelo se ljudje navežejo na svoje rastline in jih dejansko dojemajo kot živa bitja. Številni so veseli, da obstaja zavetišče, kamor lahko prinesejo rastlino, in ena takih je tudi Darinka, ki v rastlinah uživa. Zato, ker je doma postalo nevzdržno, ker če imaš rad rastline, potem jih imaš zelo hitro preveč.
In Ana Marija je rekla, da jih pač lahko pripeljem in sem zelo vesela, da jih imam kam dati, ker nimam srca, jih vršču smeti. Sorodnike sem že vse založila, tako da sploh ne upam nobenega več vprašati, komu lahko dam. In je edino to, da še nekam odpelješ, kjer upam, da jih bo kdo posvojil. Krasula, manitri, to se ne meče v smeti, ne, ker je to pač rastlina za denar. Naj se množi, naj se tudi denar množi povsod. Eva Jera Hanžek in Ana Marija Hrup upata, da se bo množilo in v druga mesta razširilo tudi zavetišče za zavržene rastline, ki ima na Masarikovi cesti v Ljubljani vrata odprta ob torkih med 16. in 18. uro. Zdaj pa gremo še malo med vrtičke, pri dojemanju katerih se Slovenci spet delimo na dva dela. Na tiste, ki imajo na polikanih vrtičkih brez ene same bilke plevela solato posejeno v ravne vrste in tiste, ki presegajo na bolj divi videz. Na teh vrtičkih je na debelo nastlana zastirka. Po definiciji je zastirka vse, kar se polaga na površino tal in se ne vkopava. Lahko je organska ali umetna. In čeprav ta vrtiček ni videti kot iz škatlice, za marsikoga je celo grd, plasti na pol razpadle trave, slame in sena na vrtu, iz katerih kukajo rastline, niso le novodobna eko-bio-hipsterska domislica. Zastirka dejansko obstaja pravzaprav že od pradavnine, če se tako zelo slikovito izrazim, jo pa zaradi razmaha permakulture pravzaprav odkrivamo ponovno zdaj nekih zadnjih 5 let. Ali drugače, odkar smo tudi pri nas na vrtovih vedno bolj ekološko ozaveščeni, se obuja vedenje in znanje naših prednikov. Zastirka ni nič drugega kot sloj pretežno organskih materialov na obdelani površini vrta, ki se čez leto počasi razgrajuje in tla bogati s hranilnimi snovmi. No, hkrati pa učinkovito zadržuje vlago in temperaturo, zavira rast plevela in zbitost tal. In kaj konkretno to pomeni, če bi denimo zasejali enega ob drugem 2 vrtička, pa enega zastrli, drugega pa ne? Pojasnjuje krajinski arhitekt Rok Finale z Biotehniškega centra Naklo. Prva razlika je že zapleveljenost. Pri tistem delu, kjer ne bi uporabljali zastirke, imamo konstantno pletje, imamo konstantno okopavanje, imamo konstantno prekopavanje in zračenje zemlje, medtem ko tega pri vrtu zastirko ni. Temperaturnega nihanja tudi ni pri vrtu zastirko, medtem ko so rastline pri odprtem vrtu, da se tako izrazim, bolj podvržene temperaturnim nihanjem, kar se še posebno vidi v spomladanskem času, ko rastline recimo prepikiramo ali pa presajamo. V tem primeru rastline na vrtu zastirko bistveno hitreje bolje rastejo, imajo tudi večje plodove, ne? In kar je morda tudi z ekološkega vidika bolj primerno z zastirko, je tudi poraba vode nižja. Zastirka je uporabna povsod in zanjo lahko uporabimo marsikaj. Z nekaterimi omejitvami seveda. Uporablja se jo tako v čisto položnih vrtovih, kot v vrtovih, ki so v rahlem klancu, in konec koncev se uporablja potem tudi v javnih površinah. In jaz moram reči, kot krajinski arhitekt, pravzaprav to zelo priporočam. Sploh umetne zastirke, kot je recimo filc, namreč ne samo, da preprečuje zapleveljanje, istočasno preprečuje tudi, da bi se naravne zastirke, kot so ljubje sekanci, stopili postopoma v osnovna tla. Ko pa govorimo že o naravnih zastirkah, pa res lahko uporabljamo praktično vse. Od ljubja do slame, listja, celo papir, seno. Pri travi oziroma pri senu moramo biti pa predvsem pozorni na to, da ni trava, ki bi že semenila, ker v tem primeru bi si navlekli v vrt kup težav, ne? Tudi recimo listje, tudi praprot. Ravno praprot je ena od zastirk, ki pa preprečuje prebivanje polžev. Pa ne samo polži. Zastirko dejansko omogočimo prijetno bivalno okolje ne samo koristnim organizmom, ampak tudi nekaterim drugim škodljivcem v vrtu. A to okolje zlahka lahko naredimo njim neprijazno. Med zastirko lahko pomešamo bezgovo listje, pelin ali praprot, česar ne marajo polži, no proti voluharjem pa so učinkovite rastline, ki dišijo po limoni. Je pač treba pretehtati prednosti in slabosti. Neizpodbitno dejstvo pa je, da zastirka lahko zmanjša izsuševanje za 25 do kar 50%, za vsaj toliko, pa kar do 100%, pa se zmanjša tudi prekopavanje in pletje. Vrt na jesen
založno dognojimo, ga pripravimo, na pomlad samo prekopljemo, zemljo zrahljamo in damo zastirko. In potem dodatnega prekopavanja enostavno čez leto ni. Kaj pa ponavadi, ko zastiramo vrt, naredimo narobe? Ja, debelina je ena od možnih napak. Predvsem jaz opažam po vrtovih, da je višina zastirke prenizka. Sploh, kadar govorimo recimo o lubju in recimo o sekancih in luščinah, zastirka naj bi bila debela nekje med 10, 15, lahko tudi 20 cm v višino. Kar je pa pomembno tukaj poudariti, je pa to, da zastirka naj pa res ne bi prišla tik do rastline, ker s tem preprečujemo razne glivične okužbe zaradi visoke vlage predvsem, kar pomeni, da pravzaprav naj bi zastirka prišla največ do 5 cm stran od rastline. Ne? Izjema so tukaj recimo slana in seno, ki sta res zelo zračni zastirki. Mogoče se zdi 20 cm zastirke grozno veliko, a pod težo vode in zaradi razkrajanja bo ta plaža čez nekaj tednov le pol tako debela. Čez mesec ali dva pa bo že treba dodajati nove plasti. No, pa še eno, dobro plat ima. Rastline so manj umazane, saj ob dežju nanje ne brizga zemlja in solato bo treba prati manj časa. Od nekdaj lepe so solate slovele, a lepše od endivje bilo ni nobene. Mimogrede.